vaje. Poglejmo kar prvo nalogo. Spremeni v temensko obliko in ničelno obliko. Zdaj brez formul bomo tule mi preskočili. Bomo kar spremenili v obliko, tako da boste videli približno, kako, a ne. Zdaj. In sicer imamo zdaj funkcijo f od x je x na kvadrat minus 4x minus 5. Kako se zdaj tega lotiti? Mogoče najprej ničelno, ker je enostavnejša, v tem primeru vsaj. Ničelna oblika je takle, ne, f od x je, potem imamo pa a, x minus x1, x minus x2. Zdaj, če poznamo a, x1 pa x2, to ni problema, če ne, pa je treba to pretvoriti. In ker je tole pač funkcija, se da razstaviti po Vijetovem pravilu, mi to funkcijo kar s to delamo. Nič se ne ubadamo zdaj zaenkrat s to formulo, ne. In rečemo kar x na kvadrat minus 4x minus 5, dajmo to razstaviti. Na dva oklepaja, x pa x za vsakega. In takoj dobimo zdaj minus 5 pa plus 1. To je po Vijetovem pravilu. In če bi zdaj mogli določiti vse te stvari ven, bi rekla, a je 1, ne, ker je to enkrat, x1 je 5, pa x2 je minus 1. Ne, in to bi bila ničelna oblika funkcije. Takle. Zdaj pa gremo na temensko. Temenska oblika, bomo pa takle rekli, f od x je a x minus p na kvadrat plus q. To je zdaj temenska oblika. In v to moramo zdaj tole spraviti. Se pravi, če bi mi vedeli a, p pa q, potem smo zmagali. Kako bi zdaj a, b pa q dobili? Ja, preprosto bomo mogli izračunati, ne. Zdaj, p izračunamo kot minus b vlomljeno z 2a, q izračunamo kot minus d vlomljeno s 4a. Iz tega zdaj najprej določimo a, b pa c. A je 1, b je minus 4, c je minus 5. Pa še d bomo potrebovali, pa ga kar izračunamo, b na kvadrat minus 4ac. D je potem minus 4 na kvadrat, minus 4 krat 1 krat minus 5. D je 16 plus 20, kar je 36. Ok. In zdaj izračunimo p. Minus 4, vlomljeno z 2 krat 1, to je 4 polovice, je 2. Pa še q, minus d, vlomljeno z 4a, to je minus 36, vlomljeno z 4 krat 1, kar je minus 9. In zdaj vstavimo tole v našo funkcijo. F od x je, namesto a-ja vstavimo 1. Pol pa po formuli je še x minus, zdaj pa dodamo p. P je v našem primeru 2. Potem pa na kvadrat plus in dodamo še q. Zato se vam včasih zgodilo, ne vem, da boste dobili minus, oklepaj ali pa takole, pa tale enka, ne. Zdaj, če to še polepšamo, je x minus 2 na kvadrat minus 9. To je zdaj naša temenska oblika. Tako, gremo na naslednjo nalogo. Zdaj, naslednja naloga, pa jaz takole prestavila, da nam ne bo toliko na pot, pa bomo tule reševali. Z razstavljanjem določi ničle kvadratne funkcije. To je v bistvu samo vaja v razstavljanju. Tule imate v
tehleh oklepajih rešitve, pa gremo mogoče skozi, ne vem, dve malo bolj take posebne, ostalo naj bo pa za domačo nalogo. Se pravi, imamo f od x je 2x na kvadrat minus 6x. Treba je določiti ničle. Dve možnosti imamo za razstavljanje, ne, imamo nekaj principov, in sicer tu lahko izpostavimo. Lahko izpostavimo 2 krat x, pa ostane x minus 3. In če iščemo ničle, moramo to enačiti z nič. Zdaj pa, koliko je prva ničla? Ja, prva ničla mora biti toliko, da če pomnožimo 2 krat to ničlo, krat vse tole, da bo skupaj nič. In zato, ker iz tegale ven dobimo, da je prva ničla nič. Druga je pa iz drugega oklepaja. To pomeni x minus 3. Zdaj, koliko moramo za x ustaviti, da bo ta x minus 3 enako nič. 3 minus 3 je nič in zato je druga ničla 3, ne. Tukaj, se pravi, če je x sam, ne, tegale mogoče nismo toliko poudarjali, potem je v bistvu x nič. Zato, ker 2 krat nič, krat vse tole je nič. Ok, pa še druga. F od x je x na kvadrat plus 4. Zdaj pa, če bi bilo takle, x na kvadrat minus 4. Potem bi to lahko razstavili x minus 2, x plus 2. Če pa imamo takole situacijo, x na kvadrat plus 4, potem smo pa rekli, da se tole ne da razcepiti, ne. Zdaj pa bomo to tudi zračunali, koliko zdaj vemo, da se ne da razcepiti in kako bi to ugotovili, če pa ne bi bilo tako očitno x kvadrat plus 4, ne. Ja, določimo si a je 1, b je nič in pa c je 4. In zdaj izračunamo d. Rekli smo tako, če je d večja od nič, potem so ničle, sta dve, jih lahko zračunamo. Če je pa manjša od nič, potem pa ni ničle. In to imamo zdaj. D, če se spomnimo, je b na kvadrat minus 4ac. To je nič na kvadrat minus 4 krat 1 krat 4. In dobimo nič minus 16 je minus 16. Če dobimo takole vrednost, potem to pomeni ni ničel. Mogoče se boste vprašali, kako zdaj ta situacija izgleda. Ja, to je kvadratna funkcija, ki v bistvu gre tule čez 4, a ne, in je obrnjena navzgor. To pa pomeni, kaj to pomeni? Da ne more priti nikoli do x osi. Ne? Poglejte, kako je lepa. Super, ne? Kvadratne funkcije so vesele, veste, res so. Še takle noge, takoj dobimo to. Ok, dovolj zabave, gremo naprej na naslednje naloge. Samo da vidim, če smo, ja, prav smo šli. Se pravi, tule imamo kar nekaj nalog, pa bi si jih vi zbrali nekaj za domačo nalogo. Bom jih jaz vam označila, da ne boste čisto sami, rešitve imate pa tule. Evo ga, tole, na primer. Pa tole. Od tretje. Zapišite na funkcijo v temenski obliki, te narišem glav. V redu, to pa dajmo tole. Potem pa še, če še bi kdo želel, pa še lahko. Na primer, lahko še tole poskusite. Ok. Ta je zelo podobna, pa recimo dajmo reči tole. Pa tole. In pa tole. Takole. Se pravi, tole je zdaj domača naloga.